Svet stranke Nove Slovenije je danes sprejel in potrdil sporazum o skupnem nastopu Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke na evropskih volitvah. Rezultat glasovanja je bil takšen, da je 80% članov sveta potrdilo ta skupen sporazum, torej o skupnem nastopu. S tem je Nova Slovenija prevzela odgovornost za sodelovanje, prepričana sem tudi za neko novo upanje na pomladni strani, na slovenski desnici, novo upanje za sodelovanje tudi v prihodnosti. In prepričana sem, da bo to sodelovanje obrodilo tudi dobre sadove. Lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke bo zmagovalna lista. Na njej so odlični kandidati, že prepoznavni člani strank in zato sem prepričana, da bo ta lista dobila močno podporo. Načrtujemo oziroma predvidevamo, da lahko dobili celo 3 evropske poslance. Sedaj je preveč pesimističnega razmišljanja o Sloveniji, prevečkrat se ljudje izrekajo proti, Nova Slovenija se je izrekla za skupno listo, za sodelovanje, za neko novo upanje, za perspektivo v Sloveniji. Nekdo je rekel, jutrišnji dan se začne graditi danes. Mi smo danes položili neke temelje za prihodnje še boljše sodelovanje med 2 pomladnima strankama. Torej, čas je za novo pomlad in ta nova pomlad naj se začne z dobrim rezultatom na evropskih volitvah. Prepričana sem, da je naša lista najboljši odgovor za prihodnost Slovenije in pa verjamem v glas tistih ljudi, ki si v Sloveniji želijo več sodelovanja, več upanja za prihodnost in ki nas nenehno spodbujajo, naj vendarle sodelujemo in naj nekaj naredimo za to Slovenijo. Še glas nosilca našega liste, nosilca liste. Nosilec liste bo torej dosedanji evropski poslanec Lojze Peterle. V tem sporazumu je tudi določeno, da bo Nova Slovenija imela 4 kandidate na listi, 1. in 2. mesto, potem pa 5. in 7. Ostala mesta bodo zasedali kandidatki in kandidatke Slovenske ljudske stranke. Na tej listi bosta na 7. mestu in 8. Ljudmila Novak in Franc Bogovič, ki bosta to listo nekako podpirala. Nosilec liste bo pa Lojze Peterle, ki mu sedaj predajam tudi besedo.